Torej, lepo pozdravljeni še enkrat, tokrat tudi uradno. Agencija za varnost prometa danes v uporabo policiji predaja 16 silhuet policistk in policistov z radarjem, torej za vsako policijsko upravo po 2 silhueti. Danes vam bosta kratki izjavi na to temo podala direktor agencije Jože Hribar ter vodja sektorja prometne policije, gospod Ivan Kapun. Izvolite, gospod Hribar. Dober dan, lepo pozdravljeni. Poglejte, z lepšimi in toplejšimi dnevi je na cestah vse več prometa. Vse več je tudi kolesarjev, pešcev, tudi motoristi se že pripravljajo, da bodo zapregli svoje jeklene konjičke. Agencija za varnost prometa predaja ob takih razlogih policiji 16 takšnih silhuet policistk in policistov, ki naj bi opozarjali voznike. Te silhuete, ki so v naravni velikosti, spodbujajo voznike, da upočasnijo vožnjo. Ukrep s temi silhuetami se je že večkrat pokazal, da je zelo učinkovit, kajti silhuete imajo neposreden vpliv na umirjanje prometa. Pokazalo se je, da je kar povprečna hitrost kar za 20% nižja na lokacijah, kjer so bile postavljene te silhuete. Veseli smo, da s policijo tako dobro sodelujemo, da skupaj najdemo rešitve, kako bi prispevali boljše k varnosti prometa. Pozdravljeni v imenu slovenske policije oziroma slovenske prometne policije. Kot veste, smo policisti že tudi v preteklosti uporabljali te silhuete policistov in policistk, predvsem na odsekih, kjer se je prometna varnost poslabšala. Sploh z začetkom motoristične sezone spet pričakujemo na destinacijah, turističnih destinacijah in destinacijah, ki so v lepi slovenski pokrajini, povečanje motoristov, povečanje prometov, povečanje prometa tujcev, ko se bo enkrat sprostili ukrepi, ki pač zahtevajo določene ukrepe za umiritev prometa. Policisti oziroma policijske uprave so nas opozorile, da bi pač te silhuete spet uporabljali, ker so se v preteklosti izkazali kot zelo pozitivne, seveda skupaj z drugimi ukrepi, ki so jih izvajali policisti neposredno na terenu, tako da smo skupaj z agencijo pristopili k temu projektu in katerega rezultat je teh 16 silhuet, ki jih bomo predali policijskim upravam po 2 silhueti na vsako policijsko upravo. Jaz bi se ob tej priložnosti Javni agenciji za varnost prometa zahvalil za ta konstruktiven pristop. Mi pa seveda želimo tudi s temi ukrepi, s tem postavitvijo silhuet nekako prebuditi tiste udeležence v cestnem prometu, da se zavedajo, da se na takih mestih nekaj dogaja, da je tam mogoče prometna varnost slabša, da lahko naletijo na večje število ranljivih, šibkejših udeležencev cestnega prometa. Seveda želimo tudi nekako s tem zagotoviti neki bolj prijazen pristop, da se vendarle vsak lahko pomisli, kaj je zdaj tle narobe in seveda se odloči, da spoštuje cestno-prometne predpise, še preden naleti na policijsko patruljo. Tako da jaz upam, da nas bo skupnimi močmi uspelo preprečiti marsikatero smrtno žrtev ali pa neko hujšo posledico na naših cestah. Hvala. Hvala lepa. Morda še kakšno vprašanje? Izvolite. Kdaj konkretno jih boste postavili, pa so že kakšni odseki oziroma pač na katera območja konkretno, pa to se bo verjetno bolj premika, ne? Ja, seveda te odseke, za te odseke, kjer bomo to postavljali, se odločajo policijske uprave glede na problematiko, ki jo imajo. Dejstvo pa lahko že zdaj izpostavim določene ceste, kot so recimo cesta, ki poteka ob Soči,
tam smo že v preteklosti to postavljali, potem kar nekaj cest je na Koperskem, kjer jih motoristi uporabljajo motoristi uporabljajo cesto za svoje potovanje. Potem je ena takšna cesta je tudi proti Kočevju, proti Zasavju, Marija reka in podobne lokacije, kjer je stanje sploh v teh mesecih pričakujemo, da se poslabša. Ta teden bodo potem že stali? Ne, to še ne, ta teden še ne, zato ker seveda je treba tudi logistika, da to razdelimo, ampak čim prej, ne, čim prej. Ja, Barbara Slukan, Svet na kanalu A. Mene pa samo zanima, tako že zdaj, če slučajno veste, kakšno je povečanje, recimo zdaj nesreč v prvih 3 mesecih letošnjega leta v primerjavi z lanskim, če imate mogoče kakšno številko pa procente. Hvala. Glejte, do sedaj, v teh mesecih je bilo prometnih nesreč do 5. marca. Je bilo 39% manj prometnih nesreč kot v enakem obdobju lani. Zdaj, katere nesreče so, tukaj je bilo v prvih dneh marca so bili 4 smrtne žrtve, so bile 4 smrtne žrtve, tako da tudi pri pešcih so bile do sedaj 4 smrtne žrtve. Ampak ti pešci, ki niso bili sami krivi. Tako da. Mogoče pa še to, slučajno veste, kaj bo trovalo temu, da je zdaj število smrtnih oziroma število nesreč manjše, mogoče to zaradi epidemije? Glejte, epidemija je nekaj svojimi ukrepi tudi naredila, vendar smo na Agenciji za varnost prometa smo pospešeno ozaveščali oziroma osveščali ljudi, kaj pomeni varnost v prometu. In marsikdo se je verjetno v teh časih tudi malo zamislil in postavil tisto pred seboj, kar je menil, da je najpomembnejše. To je varnost in zdravje. Verjetno, da je bilo tudi nekaj tega.